Živijo, sem Matej Cepin in poslušate 29. epizodo podcasta Goreči grm. V njej gostim Mateja Tomažina, katerega življenje se že od mladih nog naprej vrti okoli denarja in premoženja. Ja, morda je za tale podcast to na prvi pogled nekoliko nenavadna tema. A čeprav pomislimo, v veliki večini primerov je za sledenje svojemu poslanstvu in doseganje rodovitnosti vendarle potrebno tudi določeno premoženje. Matej se je z borzo spoznal že v srednji šoli v zgodnjih 90-ih letih, ko so te reči šele prav zares prišle k nam v Slovenijo. Kot študent pa je bil že borzni posrednik in nato upravljalec vzajemnega sklada Modra kombinacija, ki je bil kmalu izbran tudi za najboljši vzajemni sklad v Sloveniji. Veliko je deloval tudi na Balkanu, ko se je premoženje nabralo že dovolj, pa je začel vlagati tudi v startupe. No, zadnjih nekaj let pa je v kriptosvetu in vodi platformo Economy. Ta platforma tistim, ki se na kriptovalute ne spoznajo, na enostaven način omogoča trgovanje z njimi. Denar pa seveda ni edina tema, zaradi katere sem Mateja povabil v podcast. Navdihujejo me vse njegove zabavne zgodbe, pa da je v zvezi z denarjem neposreden, denar mu namreč ne predstavlja neke tabu teme kot morda marsikomu drugemu, in če boste pozorno poslušali ta pogovor, boste opazili, da kljub temu, da ves čas govorijo o denarju, ta pravzaprav vedno predstavlja drugotni pomen. Ne gre za denar zaradi denarja samega. Poslušaj tudi prvih 28 epizod podcasta Goreči grm, tako da na telefon naložiš ustrezno aplikacijo, naprimer Google Podcasti ali iTunes, in se potem naroči nanj. Sicer pa mi piši na matej@socialna-akademija.si ali pa se pridruži Facebook skupini Goreči grm. Zdaj pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živijo, Matej, dobrodošel v mojem podcastu. Živijo, hvala, ker me gostiš. Prav zanimivo je tukaj. Predvsem pa tudi s tabo sedeti po tako dolgem času. Ne? Res je, midva sva bila sošolca v srednji šoli in prvi šolski dan se te prav spomnim, izstopal si po skejterskih oblačilih, potem se te je tudi hiter prijel vzdevek skejter. Zdaj si pa človek, ki se v Sloveniji, eden od takih, ki se v Sloveniji najbolj spoznajo na finance, na vlaganje, na vzajemne sklade, na kriptotrg, na mnogo stvari povezanih z vlaganjem, premoženjem. Če greva najprej na prvi konc palce, ne? Tvoje otroštvo v Novih Jaršah, to skejtersko otroštvo, z kakšnega okolja ti pravzaprav prihajaš? To okolje je bilo zelo, zelo zanimivo. Predvsem spodbudno, zato ker je imelo koncept klopce. To pomeni, da so ljudje oziroma sovrstniki, a pa tudi jaz sem svoj čas prebil na klopcah, ne, smo skozi sedeli tam in se pogovarjali. In kaj hitro sem jaz ugotovil, da mine leto, dve, je ta tema pogovora še zmeraj ena in ista. In se mi je nekako uspel pogledati iz tega zornega kota, da si lahko prikovan, če nimaš neke notranje ambicije, da greš malenkostno naprej. Ne? In ta malenkostno naprej je pri meni prišel za srednjo šolo, kjer je bil shift v tem kontekstu, da sem bil izpostavljen novim sošolcem in sošolkam, ki pa so bile, sodeč na bežigrajski gimnaziji, dosti bolj ambiciozni, kakor pa v okolju, kjer sem živel. Ne. Okolje Nove Jarše so bile to delovsko okolje. Večino časa smo bili zunaj na ulici z normalnimi pač otroškimi problemi, medtem ko v bistvu srednja šola je pa predstavljala tisto, da so nekateri sošolci že odražali, kako bi rekel, neke ambicije svojih staršev, tudi izkušnje, in ta spektr je bil dokaj zanimiv. Ne? In meni, ko sem prišel prvi dan v šolo, je bilo seveda to šok. Ne? Šok predvsem v tem, kaj pričakovati, pa kaj si želeti. Spomnim se, da sem vprašal sošolce, kakšne ocene želi, pa je rekel, če bo 4, se bomo bojevali. Nisem pričakoval tega. Ne? Tako da je bil kaj, v bistvu takrat si ti ambicijo prvič sploh začutil, ali si jo že prej kaj začutil, da imaš neko ambicijo? Biti dober
pa biti dober v tem, kar počneš, je bilo že prej, samo v bistvu dano v nek kontekst, pa se mi zdi, da tista srednja šola pač pokaže, zato ker sprememba okolja ti zmeri pokaže, pri čem si. Kajti, ko začneš nekje rasti v tistem okolju, potem vzameš to kot nekaj samoumevnega. Zelo težko te limite si pripoznaš, medtem ko pa to zamenjaš, pa kaj hitro vidiš v bistvu, da te limite so, ali pa tvoj odnos, da je bil drugačen in podobno. Mogoče bi to šlo k tistem znanem reku, da stvari ceniš šele takrat, ko jih izgubiš. Eden tvojih receptov za uspešno življenje, če te prav razumem, je dovolj pogosto menjaj okolja, ker ti bo razkrilo to slepe pege. Tako, jaz sem že pred 10 ali pa 20 leti razvil svojo teorijo 5 metkov. Ta teorija govori o tem, da imaš v življenju, rečemo v top delovni dobi, imaš rečemo 5 metkov in vsak metek predstavlja rečemo 5 do 7 let nekega delovnega obdobja in je smiselno vprašanje na začetku, kako jih boš uporabil te metke, kam jih boš izstrelil, da si projiciraš svojo pot toliko naprej, da se boš vprašal, kaj pa si v življenju v bistvu okusil, izkusil, a boš svoje naboje delovne, pa v bistvu čustvene, a jih boš porabil samo za eno stvar, a jih boš v bistvu v različne okolja ali pa različne v bistvu industrije vrgal in tako spoznal pač različne stvari. In kaj boljš prerešetati eno stvar ali streljati v različne smeri? Jaz sem naravnan tako, da pač probavam različne stvari sprobati, zato ker to me nekako bogati, pa dobivam spoznanje, kaj točno je v ozadju. Verjamem pa tudi, da posamezno okolje, ki ga greš pa na to potenco raziskovati, ti pa lahko tudi nudi neko zadovoljstvo in zadoščenje. Ko gledam naprimer nekoga, ki obtiči v nekem delu, ki ga repetitivno izvaja, da je na njemu tisto, da lahko premakne potezo. V bistvu, tudi če ostajaš v istem okolju, se daj na višjo potenco, na vsakih 7 let. Ali pa v bistvu zamenjaš, če ne drugega, kakšno mizo delovno, odpreš nova področja. Ko sem delal v Iliriki, je bila prvič borzna hiša, pa pol je bila pa družba za upravljanje. Pa je bilo še zmeraj znotraj Ilirike, pa sem tam preživel zanimivih 9 let. Ampak, ko ti rečeš menjava okolja, misliš najbrž neki ful globje, kako delovno mizo zamenjati. Zdaj, kjeri so bili tvoje glavne menjave, recimo, če greva mogoče čez tvojo kariero do zdaj, pa če sam našteješ nekaj par faz, teh menjav. Zdaj, prva faza je bila sigurno v bistvu v srednji šoli. V srednji šoli sem delal različne stvari, od prodaja kokic na pasjih razstavah do nogometnih tekm na Olimpiji ali pa v Novi Gorici, do stvari, ki so bile bolj fizične narave, se pravi v bistvu, ali pa prodaja časopisov na ulici in podobno, se pravi, tam sem dobil en spekter. Pa sem pa hitro v bistvu pač gimnazija ti dala tisto osnovo matematike in pol tudi ekonomija malo spodbudila v to smer, da sem najdel pa dobil priložnost v Iliriki, kjer sem sprva delal pač več ali manj vse, pa se je hitro pač skristalizirala pot v borznega posrednika, upravljalca premoženja, pa smo to nadgradili. Tukaj se je že malo menjalo, se pravi iz samega posredništva v družbo za upravljanje, ki je bil čisto poseben projekt. Koliko si bil ti star, ko si postal borzni posrednik, recimo? Dobro vprašanje. Mislim, da je bilo mislim, da sem imel 20 let. Ali pa 19. Kaj, to je drugi letnik faksa? Ja, to ni slabo nobenih izpitov ali kaj tako? Ne, so bili izpiti. 96, 97 si potreboval izpite. Tudi takrat so bili izpiti v bistvu na Ljubljanski borzi, pa prej sem še delal izpite na terminski borzi. Je bilo kar nekaj izkušenj iz teh starega obdobja. Tako da takrat so bile še delnice Dadasa, Primofina in podobno. Ampak tvoj študentski life je bil pa zelo drugačen od običajnega ljubljanskega študenta. Pri meni je bilo tako, da če sem si želel kakšno lepo stvar si privoščiti, sem si jo mogel prvi zaslužiti. Tako da ta del se je vlekel že iz srednje šole naprej, in je bila ta delovni mindset je pač prevladal. Nisem bil v domu, to je bila ena izkušnja, pač sem doma v Ljubljani živel, oziroma živim. Po drugi strani je pa
dejstvo, da v bistvu sem se zavedal, da pač edina pa najboljša investicija poleg zdravja je investicija vase, se pravi v znanje. Ne. Takrat, ko sem začel delati, sem videl to zelo veliko priložnost, da se naučim nekaj, kar pač v Sloveniji ni bilo tega toliko na razpolago. Ne. Se pravi, če gledam zdaj leta 95, ko se je Ljubljanska borza šele začela, več ali manj, se mi zdi to kar dobra usmeritev. Ne. Ti si v resnici ful ujel ta val, ne? Ja, pač ujel sem val znan, ne pa monetarno. Ne. Mogoče še takrat sem bil premlad, v bistvu pa nisem imel niti osnove, da bi lahko unovčil vse to. Ne. Čeprav so bile tudi priložnosti, pa se nekaj si unovčil. Ne. Sam v tem kontekstu je bil moj in tudi danes še zmeraj fokus v bistvu razumevanje pa poznavanje. Ne. Ti ampak če si hočem kaj prvoščati, pa tako naprej, vsem ste vi v družini imeli stanovanje. Vi ste bili dosti običajna družina ali ste bili podpovprečna? Ne, mi smo bili čisto super družina, 3 otroci, se pravi, imam starejšega pa mlajšega brata, na mizi smo imeli zmeri za jest, smo se pa prilagajali, ne? Se pravi, v bistvu takrat, ko je bilo malo manj dobrin, si se pač prilagodil, ampak ne glede na to so bile priložnosti, da si tudi, ne vem, v bloku sem popisoval števce za vodo, pa je padal nekaj $, na mesec. Matematiko sem inštruiral, kemijo inštruiral, pač pa se najde, ne? Sej, pa smo hodili na bovše bošjake, na tržnico, pa smo prodajali v bistvu našitke, pa smo prodajali bravote, tudi kakšne smešne prigode so bile, ki je od kolega oče prinesel revije Playboy, pa je rekel, no dajte pa to probati prodati. Ne. Če ne, pa takrat je bilo tudi v bistvu, če se spomniš, obdobje igrc, ki so bile na kasetah, se pravi, doma smo imeli Spektruma, takrat so se igrce naloadale na način, da si dal kaseto v kaseter, pa povezal z računalnikom in si ga naloadal, ne, tako malo za zgodovinski občutek. Ne. Tako da v bistvu je bilo veliko teh stvari, ki so predstavljale neko dnevno borbo, ampak stil življenja, ne, pač probaš preživeti. Mislim, pa te je privlačil zaslužek ali te je privlačila izkušnja nova, v smislu pri Bolšjaku ali pa pri limonadi? Tukaj je potrebno gledati iz 2 zornih kotov, ne. Saj tako, tudi zdaj, ko gledam za nazaj, ne, definitivno je bila tukaj neka želja ali pa spodbuda, da imaš neko varnostno blazino. Se pravi, tukaj ta denarna motivacija je bila, ne? Ampak je bila predvsem iz tiste druge smeri, ne? Da si želel imeti še kakšen $, več, pač, če bi ga karkoli rabo. Z druge strani pa seveda izkušnje, ne? Se pravi, različne stvari. Jaz se spomnim, ko sva s sošolcem tam sva šla enkrat polet v BTC, ko so bile še hale, ne? Pa sva hodila po halah, pa sprašvala podjetja, imate kaj za delati, ne? To je bila ta izkušnja, ne? Ki pa je bila zelo, ko bi rekel, če gledam iz strani mladega človeka, ne, dokaj kruta, ker ti si moral iti k gori, ne, gora ni prišla k tebi, ne, ti si vseeno šel raziskovati, pisati. Jaz se spomnim, ko sem dobil delo na Iliriki, to je bilo posledica 100 pisem, ki sem jih pisal naokrog vsem podjetjem, imajo kaj delati, imajo kakšno delo čez poletje. Ne, in... A ja, niti tako samo padel dost? Ne, v bistvu samo, kako padel. Ja, v smislu tega, ker vem, da si že prej trgoval za lastne potrebe, ne. Da bi pa tam koga spoznal. Ne. Ilirika je bila prošnja, ker so jo, pa sem to zvedel, po pomoti so jo vzeli, pa me poklicali, ne, ker takrat je bil tudi en razpis za navadno delovno mesto, pa očitno niso brali prošenj. No, ampak, ko sem prišel, sem očitno naredil tako vtis, da sem dobil to priložnost, ne, kar sem zelo hvaležen. Pa z delovno silo je bilo malo drugače, tam je bilo res malo več se ljudi gnetel za delovno mesto, se mi zdi, a ne, zdaj, če si dober, ga hitro dobiš, ne. To se pa zdaj spreminja, ne. To je pa tudi današnja, pa ko rekel, izziv dobiti človeka, ki je pripravljen sploh delati, ne. Ali misliš, da sva sam zdaj midva na drugi strani? Pa zato tako čutva, da včasih si ful lažji dobil, pa da smo se mogli grebst, ali se je svet tako spremenil, da so se te kompetence tako razširile, ta nabor kompetenc, da je res to težko ujeti, ne? Malo bolj kompleksen je odgovor, ne. Jaz mislim, da pač danes je toliko stvari toliko enostavno dosegljivih,
da je potem tista želja, da se potrudiš, v bistvu malenkostno dlje potisnjena. In potem ljudje pač se rečejo, zakaj bi se potrudil, če pa lahko malenkostno manj, pa dobim na enostavni način. Tako da ta koncept teh vrednot se je malo spremenil skozi čas. Ko smo šli v trgovino, ni bilo toliko marmelad, kot jih je pa danes. Včasih, če si hotel kaj ekstra, si mogel res ali najdeti, ali se potruditi. V Avstrijo zapeljati. Ja, v Avstrijo zapeljati. Več te energije si mogel pokazati, da si dosegel nek želen rezultat. Ampak ti si bil res zelo, zelo proaktiven, že v srednji šoli, če si vse te stvari sprobavil, večina, a so danes tvoji otroci toliko proaktivni ali niso? Ja, to je dobro vprašanje. Žena mi prav... Za poslušalce imaš 4 otroke. Žena mi prav ne projecirati svojo ambicioznost na naše otroke oziroma na najine otroke, ker ni nujno, da boš videl sebe v tem in boš lahko razočaran. Tako da v bistvu mislim, da je tukaj nauk ta, da je vsak otrok svojevrsten človek, svojo dispozicijo. Jaz seveda lahko si vzor, pa kažeš delovne navade, od tistih najmanjših, da pobrišeš za sabo mizo ali pa neseš posodo in podobne stvari, do drugih, da pač se izmeri pripravljen pač delati, da ti ni težko. Mislim, da ta odnos danes ga moraš sam kazati, pa upati, da se kaj prime. Zdaj si mečka neutraliziral, ampak ti si že v srednji šoli trgoval z delnicami. To vse je neki bilo tudi na denarju pa tep, se mi zdi. Ja, seveda, v bistvu zrastel sem v takem okolju, kjer smo kartali veliko. Je bilo veliko takih iger, ki so se tudi vrtele malo okrog denarja. Jaz se spomnim v srednji šoli, smo kartali starok med odmori tudi za denar. Ne vem, če se spomniš tega, ampak tam smo v drugi pa tretji vrsti smo vsake toliko časa vrteli te karte. Včasih, ko ti kaj manjka, pa v bistvu začneš pač razmišljati o tem, kako to dobiti ali pa nadoknaditi. In jaz se spomnim svoj prvi nakup, ko sem šel, kupovati vzajemne sklade Dadasa. Pač doma tega nisem imel, nobenega mentorstva. Je bila pa sreča, da je bil sosed, njegov oče in mama sta pa neki trgovali, ampak ni bilo tako, da bi dobil zdaj jaz navodila, ampak sam tako medvrstično sem slišal, da tudi neki z delnicami ali se nekaj odvija. Kakšna je bila ta zgodba bolj natančno? Kako si prišel v stik z delnico, potem si pa kako si kupil prvo pa? Tam smo čakali pri Dadasu v vrsti, da smo lahko vplačali neke prihranke. To se je zgodilo. Pa glaven element je bil pa v prvem letniku faksa, je pa tudi najn sošolca, Plankar, nas je spoznal malo bolj konkretno z delnicami pa z privatizacijskimi delnicami. In je rekel, fantje, to morate pogledati, ker to se zdaj tukaj se pač trguje in se kupuje, ljudje imajo to, pa ne vejo, kaj točno imajo, pa je priložnost. In tako smo pač začeli odkupovati malo delnice, pa tudi na borzi smo kupovali ostale delnice, pač se počasi učiš. In ti si med odmorom hodil telefonirati, če se prav spomnim? Tega se še tudi jaz več ne spomnim, ampak ja, v bistvu takrat smo gledali, pač cene so bile na teletekstu, to se pa spomnim. In vsakeč, ko je bila konc, ko bi rekel, borznega dneva, vem, da sem doma na televiziji tipko tiste tekste pa številke, da sem videl, kakšne so tečajnice in podobno. In pač to me je zanimalo. Čeprav, če gledaš oddaleč, pač kaj pa je zanimivega, v bistvu, da gledaš v ene številke, ki se spreminjajo. Pa vežeš občutke na to. Včasih je to komu pač nerazumljivo ali pa ne vid smisla, ampak meni je bilo pa to zanimivo. No in potem si bil, če greva zdaj končno res na to, kar sem že napovedal, čez faze tvoje kariere. Prva faza je bila, limonade, pa to, pol je bila Ilirika. Do kam si prišel na Iliriki? Ti si bil eden najboljših upravljavcev vzajemnega sklada? Tako, pač to, v bistvu na Iliriki sem dosti hitro prišel v rang upravljalca premoženja, in potem v bistvu je prišel projekt, ko smo družbo za upravljanje prevzeli. Več ali manj je bil takrat to solo projekt, vsaj od začetka. To pomeni, da sem jaz delal čisto vse, od računovodstva do knjiženja, trgovanja, strankami se
pogovarjal in podobno. Ne. Šele pol, ko se je projekt relativno dobro razvil, smo širili ekipo in ja, pač ta vzajemni sklad Modra kombinacija je postal kar dosti pomemben vzajemni sklad in tudi rezultati so bili pol na nekaj letnih ravneh med najboljšimi. Takrat je tudi širša javnost pol opazila najbolj. Ja, širša javnost me je zelo opazila, ker sem bil tudi zmeraj pripravljen se pogovarjati z novinarji, ne. To je tudi to spoznanje, da vkolikor si vzameš čas za novinarja, te lahko on pospešeno zgradi neko percepcijo strokovnjaka. Ne. Tako da v bistvu tega sem se tudi hitro zavedel, da pač je potrebno lepo in smiselno razložiti novinarjem, ker oni delajo svoj posel, sprašujejo, kar pa to še ne pomeni, da tudi materijo poznajo. Ne. No in po Iliriki sem šel malo potovati, pa sem pa relativno hitro prišel v Zagreb 2006, konec leta 2006, kjer sem pa ostal dobre 4 leta. V Zagrebu sem prvič svoj projekt naredil z prijateljem. Takrat si že prve otroke dobil, ne? Tudi, ja. 2007. Ne. Irena je bila doma, jaz sem pa v Zagreb v bistvu. Pač Zagreb je tudi spremenil meni koncepcijo dosegljivosti in potovanja, ne? Ker do takrat sem imel pač v Ljubljani, ne? Se pravi, če si mogel iti malo dlje kot iz Ljubljane, je bilo že velika. Ampak Zagreb je pa to malo spremenil razmišljanje in je bilo tako, da ob ponedeljek sem šel zjutraj z vlakom ob 6. zjutraj, 8:30 sem prišel na štacion v Zagrebu in v torek nazaj. In tako sem bil v bistvu, vsak dan sem bil doma, ponedeljek zjutraj, torek zvečer, sredo sem imel gor pa dol z avtom in pol četrtek pa petek sem ponovil z vlakom. Ne. Se dal preživeti, ne. Tudi veliko ljudi iz Slovenije se vozi v Zagreb, ne, tako da. Si to strukturo namensko postavil z namenom zaščite, ne vem, odnosa, družine ali sebe? Ali... Ja, definitivno, v bistvu se nočeš kar pustiti, ne. Sem pa videl, v bistvu, ko sem nehal v Iliriki, ne, je bilo neko obdobje, ko si doma, ne, in si v nekem brezdelju, ne, oziroma brezdelju. Pač nimaš nekega projekta ali pa na nečem ne delaš lih tisti trenutek. Ker hitro sem ugotovil, da je to lahko zelo, zelo nevarno. Ne. Za stanje duha, če gledaš v luft pa šteješ muhe, te lahko hitro obišče depresija. Kakšen metek zgubiš? Ne samo to, ampak problem je, da se začne spraševati o smislu, pomenu vseh teh stvareh in to so pač čarobni cikli, ki te lahko povlečejo dol, ne, če ne vidiš v bistvu malo dlje. Ne. In je lahko v bistvu hitro padeš v tako stanje. Ne. Na ta način, da se moraš zaposliti ali pa najti nekaj, kar te bo ali veselilo ali pa dalo nek smisel, to je zdrav pol v nekem zdravem telesu. Ne predstavljam si tebe neaktiven. Ja, sej. Ne gre toliko neaktivno, kakor pa v bistvu, da pač nič ne delaš in je go with the flow, pa vidiš v bistvu, kako se ti začnejo občutki porajati, pa razmišljanja in podobno. Ne. Ampak kaj misliš, da je tisto, kar je treba zasledovati? Občutek koristnosti ali sam prekriti to depresijo? Kaj je tisto, kar je treba vključiti? Ja, po mojem je smiselno govoriti o smislu, ne. To, kar počneš ali pa to, kar želiš početi, ne. Da ima neko zgodbo, ki si jo sam sebi potem razložiš, pa jo verjameš. Zdaj, ta koristnost je zmeri pač večplastna, tudi odvisno od zornih kotov, s katere jo opazuješ. Dejstvo pa je, da če gledamo posameznika, ne, če vidi nek smisel v nečem, kar počne, ne, on bo imel notranjo zadovoljen in bo pomirjen. Ta pomirjenost je tista, ki jo iščeš. Ne. Ni seveda dovolj sam pojdi drva zlagati in podobno. Ne. To so lahko samo kratkoročni obvodi, najlepše pa, da daš v bistvu tisto sliko. Ne. In tukaj je tista zgodba, a boš rekel zidarju, da zlaga sam opeke, ali dela zid, ali dela v bistvu eno veliko zgradbo. Ne. Naprimer, pač rečemo eno baziliko ali pa veliko impozantno res zgradbo, ki bo odmevala skozi stoletja. Ne. To pa mora vsak posameznik si potem nekako razložiti. Ne. Seveda je najlažje pa najboljše, da imaš tisto veliko vizijo pred sabo. Na kateri stopni si pri tem? V družini imamo vsako leto za nov let, povlečemo ven papirje, pa pišemo razne stvari v smislu najlepša barva, najljubša barva, kaj najraje ješ, kaj si želiš, vse taka vprašanja, ki je zelo zanimivo jih opazovati skozi obdobje. Ne? In pri poklicu
je moj odgovor raziskovalec. Se pravi, jaz želim vedno raziskovati nove stvari. In ko si v takem položaju, da lahko raziskuješ, je pa vsem stvar v bistvu lastne pač želje, kaj pa točno bi še rad raziskal. In tudi jaz, ko sem šel na svoje, pa pol sem prišel v KD in ko sem nehal na KD-ju, sem šel raziskovati v različne start-upe, ki so pa pokrivali zelo različen spekter, od organske hrane do tehnologij. In moram reči, da sem prejel tudi v bistvu najbolj osnovne stvari. Se pravi, mešal sladoled v proizvodnem podjetju. Se pravi, sem imel kapo, zaščitno, rokavice, vse te stvari in delal hrano, čokoladne namaze in podobno. Ne samo to, tudi v bistvu, ko se je pojavila priložnost, da sem poskusil sladoled prodajati na Kitajskem, sem zapakiral pač sladoled v kartone in smo šli v Hongkong pa na Kitajska. Tako da to je tisto raziskovanje. Neko zgodbo, kako ga ohladiti pa to. Ja, seveda, kako prenašati živila na drug konec sveta, da bodo ohranila svojo neko formo. Pri sladoledu je to tekoči dušik, daš v karton, so predpisane meritve, koliko lahko je tega na letalo, moš vse to prijaviti prej in podobno. To so zanimive stvari, ki jih pol skozi to raziskovanje pol ugotoviš. Letalo je bilo še super, edino ustrašil sem se, ker je bila na meji s Kitajsko tako dolga kolona, da pa vroče je bilo 28 stopinj, da se bo tisti sladoled stopil, ampak se ni, je ostal zelo trd, je bilo vse v redu. Ampak zakaj si šel to narediti sploh, lastnoročno prodajati sladoled na Kitajsko? Kaj si hotel raziskati? Prvič smo bili na sejmu v Nemčiji in tam smo v bistvu spoznali potencialnega kupca. In smo se šli z njim pogovarjati na Kitajsko. Pač ideja je bila, da bi probali ta unikaten sladoled prodajati pač drugje. In njihov odgovor je bil, super, dajte prvič prestaviti tovarno iz Slovenije v Italijo. Zakaj? Zato, ker pač Made in Italy je 30% več v cenah. In pol še pa vprašajo, kakšna je pa kapaciteta, pa smo povedali, da imamo relativno mehne kapacitete, po mojem tam smo zaključili zgodbo. Čeprav niso rekli, ampak si znam predstavljati, zato ker... Tudi če ne bi šel, ali kaj? Ja, tudi če bi se na Kitajsko. Na Kitajsko, ampak je pa zgodba, Saj to je tisto, kar v življenju pa... Tako, če pogledamo, ko se usedeš doma z družino ali pa s prijatelji, kaj se pa pogovarjamo zvečer? O zgodbah se, kaj se nam je zgodilo? Kaj je tisto zanimivega? In zato ta koncept 5 nabojev v bistvu temelji na tem. Se pravi, si zvečer s prijatelji, kaj želiš povedati, kakšno zgodbo. Za neke zgodbe boš mogel jo iskati, pa jo ustvariti. Ni to sam, se pofočkaš, pa boš imel zgodbo. Ni. Neke stvari so zanimive, se ti šele po nekih letih pokažejo. V koliko startupov si pa vstopil na ta način? Mislim, da vsaj med 5 pa 10, sej pa neha že tako malo štet, ker ene stvari so vložiš, si zraven, propade, greš naprej, nekje se kaj skregajo, sodelavci ali pa partnerji se ne razumejo, pa pade v vodo, nekje narediš kakšno napako, pa pade v vodo, nekje pa se uprime, pa kar raste, pa je zanimivo pozvati. Tako da v bistvu te startupi se moramo zavedati te statistike. Od 100 jih pač tistih 5 ali pa 7 jih preživi, pa uspe, vse ostalo so pa izkušnje. Visoko tvegane naložbe, kjer moraš zelo na več koncev namočiti, da statistično uspe. Lahko pa zanimivo mi tvoja teza. Premoženje razpršiti, to je sam za une, ki nimajo pojma. To je gledano statistično. Zdaj pa, če pa veš, pa če si prepričan v nekaj, lahko pa usmerjaš v bistvu to energijo. Sej najlepše je biti v poziciji, da veš, kaj želiš, pa da poznaš vse do potankosti, kaj počneš. In takrat v bistvu se ne boš dvomil, zakaj boš nekaj naredil ali pa stavil nekaj denarja na to, kar počneš, ker veš, ker vidiš ta razplet. Lahko to primerjava tudi s zakonskim življenjem. Tam ni dobro preveč razpršiti. Zakonsko življenje pač predstavlja, moraš dati sebe noter. To je pač enkratna investicija vsega, kar pač imaš. Tukaj je all in. Tukaj ni. Jaz sem bil enkrat v Turčiji, pa smo se pogovarjali tam s partnerji, pa so rekli, a ti nimaš plana B, pa plana C. Pa se je rekel, kako če razmišljamo o planu A, zdaj če pade,
pač pade plan A, ne. Če se ne izide, bom pol razmišljal v planu B, ne moreš delati nekaj toliko zavzeto, pa zraven še razmišljati, kaj pa če se ne izide in podobno, ne. Pač to se mi zdi tako, pač mogoče tudi nepošten, v bistvu nepošten. Pač, all-in to je en investicijski izraz, ne? To je v bistvu kaj, da z vsem premoženjem ja, all-in je tudi v bistvu v kartah se uporablja, ne. Takrat, ko, ne vem, ali pri pokru, v bistvu, ko daš vse, kar imaš, v bistvu zdaj pa stavaš v ta kontekst, ne. Če gledamo zdaj čisto, rečemo, iz profesionalnega dela pokra, ne, ko nekdo reče all-in, pol je verjetno, da je v situaciji, da je statistično, da ve, da bo dubo, da ne blefira. Ne. In zdaj, če imamo pa v življenju element, dogodke ali pa stičišča, ki nam pokažejo ta signal, da je all in, pa v bistvu je to super, ne. Saj da veš, približno. Ne. In kako, da si bil toliko drzen za all in v zakonskem življenju? Ja. Kaj ti je dal gotovost? Najbrž si že preveril kaj, ne? Čeprav v bistvu moram priznati, da ta del je bolj tako, ne toliko razmišljati, ne. To je bolj go with the flow. A tukaj pa je? A veš, ka prej, pred par minutami si rekel, da go with the flow je ful nevaren, ne? Ja, ampak odvisen, kaj gledaš. Investicije kot take, v naložbe pa to, ne, so zmeri pač te statistike, pa verjetnosti, pa kdo je, pa to, ne. Medtem, ko odnosi z ljudmi, je smiselno v bistvu jih gledati pa z drugega zornega kota, ne. Ne imeti vnaprej vse zdefinirano, ne, ker v te naše lastne kalupe v bistvu ni nujno, da se bo vse poklapalo tako, kot bi si želela, ne. In ta fleksibilnost ali pa odprtost do sprejemanja malenkostno drugih stvari, mora biti prisotna. Ker drugače tudi v zakonu v bistvu kaj, drugače bomo na prvem kuclu se razšli ali kako. Ti, ampak break-upov si se pa najbrž že kar naužil v življenju, razhodov z različnimi ljudmi, pa partnerje, pa tako, ne? Ja. Še posebej pri teh startupih najbrž, ne? V bistvu odhodi lahko so čisto spontani, ne? Vidiš, da ne gre, pa greš naprej, ne? Tukaj me zmeri gledam v smeri, da je neka pozitivna energija, vrat se ne zapiraš, se pravi, ni tako, da bi se zdaj kregal pa to, ampak ni pa tudi tako, da pač, če nekaj ne čutiš, pač greš naprej, ne, saj svet je velik, ne. To me je tudi izučilo otroštvo, da ne rabiš rint tja, kjer nisi povabljen, ne. Ne rabiš rint tja, kjer vidiš, da v bistvu je preveč negativne energije, ne. Saj svet je velik, ne. Igral je velika, ne. Če ni en hrib za osvojiti, saj so še drugi, ne. Saj, in pol je sem stvar v bistvu tega fokusa pa priznanja, ne. In tukaj je tudi mogoče budističen pristop attachmenta, ne, se pravi nečesa, kar hočeš imeti, ne. Ni nujno, ne. Saj lahko rečeš, da se ga ne rabiš tega, ne. In če vidiš, da ni nujno, da moš to nujno imeti, ne, potem si v dosti boljšem položaju, zato ker lahko vsak trenutek rečeš hvala lepa, pa ostaneš pa greš pač tja, kjer ti paše, ne. Oziroma tam, kjer se boš boljše počutil, ne. Ampak ko zgubiš službo ali pa ko te da kdo načeval ali pa ti nekoga ali pa karkoli, je neka bolečina tudi prisotna. Si se najbrž mogel tudi nekaj naučiti, ne? Kako to prenašati, pa kako delaš s tem. Ta del je zmeri boleča, ne? Ker tukaj si ne moreš zakriti oči pa reči, to ne vpliva na sočloveka, ne? Ta del je to, kakor je, ampak problem pri nas je samo ta, da če nekaj delamo zelo redko, ne, pol je ta občutek toliko bolj čuden, ne. Če bi odpuščali pa zaposlovali kot po tekočem traku, bi hitro dojeli, se to ni nič takega, ne, pač zgubiš službo, pa najdeš novo, greš naprej, ne. Ne daješ toliko pomena temu, ne. Bolj je bilo problem v bistvu, ko je bila finančna kriza, da če si izgubil službo, si se zelo težko vrnil nazaj v nek delovni krog, ne. Danes, ko greš po centru mesta, vidiš vse, tudi kakšen napis iščemo prodajalce in podobno. Se pravi, ne glede na to, kjerakoli pozicija, če ti spodleti ali pa če izgubiš službo, še zmeraj greš lahko prodajati, pa imaš čisto spoštljivo delovno mesto, pa iz tam pol začneš, ne. Drug aspekt tega, ne, človeškega odnosa je pa ta, ne, da kako v bistvu motivirati ljudi, da ne gledajo predvsem v ta negativno sfero, ne, ker vemo, da pač ena vrata se zaprejo, ena druga se odprejo, ne, saj tu ni
če bi šli zdaj do ljudi, ki so izgubili službo pred 5 ali pa 10 leti, bi vsak rekel, skomigne, ne. Se pravi, že najdu neko pot naprej, ne. Malo kdo, po mojem, Tok zabedira, da zaskusi. ja, da ostane noter v tem nekem, rečemo, ali negativnem, ali sovraštvu, ali ciklu, pa da ne more ven, ne. Pa da išče vse, kar se mu slabega zgodi, izgovore v tem, kar se mu je pač to nekoč zgodilo. Ne. Ampak zgube so pa najbrž tudi finančne bile kar velikrat, ne, domnevam, ker delaš v visoko tveganih. Kako pa si to prenašal? Ja, to pa prenašaš tako, da pač se navajaš na te šoke, ne. Se pravi, prvič, ko sem veliko zgubil. Že kdaj zgubil za en zelo dober avto, recimo v enem dnevu? Tudi za stanovanje. Tudi za, ja, seveda, v bistvu, pa ne gre za to, pač zdaj ta zguba je navidezna, ne. Rečemo, da ti premoženje zraste iz 1 na 5, pa ti pa pade iz 5 na 3, ne. In zdaj, ja, ti rečeš, da si izgubil tiste 2 iz 5 na 3. Ali si dobil 2, ker je šlo iz 1 na 3. Ne? To je pač relativno. Ne? Ponavadi v finančnem svetu zmeraj rečemo, izguba ali pa dobiček je takrat, ko realiziraš. Ne? Se pravi, takrat, ko če nekaj kupaš, pa pol prodaš, pa pogledaš, kaj pod črto. Vse ostalo je lahko ali papirnata izguba, ali pa papirnati dobiček. Ne? Je pa zanimivo, kako nam naše misli ali pa občutki v bistvu, kako se pač spreminjajo, ko se te stvari dogajajo. Ne? Mogoče povedal v tem kontekstu, v kriptu, jaz sem zadnjič videl, ne, bi pisal, ko je Bitcoin zrastel iz 20,000 na 40,000, so bili vsi veseli, pol je šel iz 40,000 na 70,000 in zdaj spet šel iz 70,000 na 40,000 in zdaj pa 40,000 so vsi niso veseli, ne, so žalostni, ne, ker je to padalo. Ne. Ista cena, 2 različna občutka. Ne. To je pač zanimivo, ne, in tukaj pač vsak posameznik pol tudi po svoje nekako gre čez te cikle. Igraš z denarjem, ki ga lahko pogrešaš, ne pa vseh teh izgubah. Ja, tukaj grem pa zdaj tukaj nazaj, ne. Koliko denarja pa jaz lahko pogrešam, ne. Zdaj, če si navajen živeti lahko asketsko pa na minimalni plači in podobno, če nimaš nekih prevelikih mesečnih anuitet, ki jih moraš pač plačevati, pol verjamem, da lahko v bistvu je ta delež pač drugačen, ne, kot nekdo, ki ima ta del mesečnih nujnih prihodkov, ki jih mora imeti, ne, ali pa stroškov, ki jih mora pokriti, drugačen. Ne. Ampak vsaka stvar, ki jo delaš, je investicija. Ne. Vsaka stvar, ki jo delaš, je na nek način tvegana. Ne. Saj tudi, ko smo, ne vem, vrčevali v bankah ali pa ko smo vrčevali v podjetjih, ki so propadla, ne, je bilo tvegano. Ne. Saj to tveganje lahko pride, ni nujno, ampak vseeno ne moramo reči, da to je pa zagotovo najbolj varno. Ne. Tudi tam se ti lahko pravila spremenijo, definicije na novo vzpostavijo in podobno. Ne. No, ampak daj odgovor, koliko denarja lahko pogrešaš? Prejle si sam postavil vprašanje, pa nisi odgovoril, koliko je meja pri tebi? Ja, mogo zdaj še gledati družinske potrebe, ampak tako. Rečemo, če bi kot družina rabili, zdaj, nas je že toliko, ne, rečemo 2,000–3,000 evrov na mesec, to je to, nekaj rabiš, več je lahko luksus, ne, oziroma luksus, pač je super, ne. Imamo, pa smo znali preživeti tudi z manj, ne, tako da to je pa tista prilagodljivost, ne. In kar pomeni v bistvu, ja, jaz lahko malo več tvegam, ne, z več, v odstotke gledano pač lahko tvegam zelo velika, ne, ker verjamem, da sem tudi toliko sposoben, da znam zaslužiti nekaj denarja z znanjem, ki ga imam, ne, a rabim imeti tisto varnostno blazino, ja, super je, siguren je, tam nek namen, ampak ni pa nujna. In kako gledaš pravzaprav ti na denar danes, koga je šlo že veliko skozi tvoje roke, pa kako gleda večina ljudi? Jaz mislim, da večina ljudi, to zdaj tezo postavljam, gleda denar kot nekaj, kar je treba dobiti, da se potem pač uporabi zase oziroma preživi, ne? Ko porabiš denar, je dobro, da se vprašaš, a ga res rabiš porabiti, ne? Ko kupuješ tiste stvari, a jih res potrebuješ, a je to sam neka želja, pa je super, da imaš. Ne? Tako da ta filozofija se mi še zmer malo drži in pa v bistvu rajš kakšne stvari, pač, kaj si pri sebi rečem, pa se tega ne rabim, pa greš mim. Ne? Vse te stvari so pol tudi breme, rabiš skrbeti za njih. Se pravi, jaz naprimer nekega odnosa do, ne vem, ur, avtov, takih stvari pač nimam. Pač, meni je to bolj kot stvar uporabnosti. Orodja. Praska na avtu, skomignan z rameni, pač vse cool, ok.
Ti, ampak če vse, na računu imaš veliko več najbrž, kot rabiš za preživetje. Ja, in zakaj to imaš? To imaš to, kar si prej rekel, da si lahko raziskovalec. Ja, mene je v bistvu tukaj čisto tako žene razmišljanje Žiga Cojza. Se pravi, jaz se zavedam, da če bi dal ta trenutek, ne vem, rečemo 10 ali pa 100 tisoč evrov v donacije, da je že mogoče še prezgodaj, čeprav bi veliko pomenil, ampak je prezgodaj zato, ker verjamem, da lahko pridem do drugih številk, pa bo impakt bistveno večji. In v bistvu statistično gledam na to, da pač imam boljšo pozicijo kot kakšen drug, ki že danes daruje teh 10 ali pa 100 tisoč evrov. Se pravi, enkrat v življenju pa želiš to s tem nek impact narediti. Ja, seveda, pač pustiti ameriški stil na nek način. Ja, pa sej, kot si sam rekel, ne, pač dejstvo je, da sam ne rabiš tega denarja, ne. Pol je vprašanje, na kakšen način ga boš dal, da bo nek efekt dobršen ali pa velik, ne. S to idejo se spogledujem. Ne. Se ne vem, kako se bo realiziralo, ampak moram priznati, pač to je intimno razmišljanje. Ja, to je zanimivo, zato ker v Sloveniji je tega zelo malo. Ne vem, če veš, jaz pač kot predstavnik nevladne organizacije, bolj ali manj v Sloveniji se živi iz javnega denarja, zelo malo pa kot v Ameriki donatorjev. Ni donatorjev, ni mencenov. Ne. Neki je, ampak veliki stojine pa zelo redki Slovenci, pa ne gre za velike številke. Misliš, da se to razvija ali ne? V Sloveniji, da bo. Ja, bo. A smo taka kultura, da bomo skozi to ali se bo? Ne, bo razvil. Sam mi moramo imeti, se mora ustvariti ta blazina, ne, iz katere se deli. Ne. Pri nas je vseeno bilo pač zgodovina taka, da smo vsi enaki, smo štartali. Šele zdaj, rečemo v zadnjih 20 letih so, ne vem, kakšne podjetniške zgodbe uspele, pa so se ustvarjali neki kapitala. Ne. In ljudje bodo dosti hitro videli, da jim nič ne koristi, kupijo še tretji ali pa četrti apartma na morju ali pa kje druge. Bodo prišli do točke, da itak bodo denar imeli, pa bodo iskali nek smisel. Ne? Bodo videli, da more of the same še ne dvigne človeka po maslu navzgor, ne proti smislu. Ne, sej, lik za to. Ne? Pa bo pa vprašanje, kaj želiš pustiti. Hočeš, ne vem, zdravo okolje, hočeš kaj, ne vem, investirati. Ali hočeš imeti samo en hotel. Je pa tudi res, da pač časi so taki, da bo potrebno v bistvu tudi ta dela, do sočloveka, ker vemo, da danes kljub temu, da delavcev ali pa zaposlenih primanjkuje, da ljudje se zdaj sprašujemo, kdo še rad dela, ampak po drugi strani je pa v bistvu preživetveni boj toliko bolj krut, hiter te izpostavil, težje je začeti, vse take stvari. Ti, ampak tole, kar si rekel, glih si pol omenil, pomagati, narediti, prispevati, dodati vrednost, Po drugi strani si pa rekel, ne še zdaj, veliko več učinka bo pol. To imaš ti prav res načrt, da se bo zdaj najprej širil, potem se bo pa to porabljalo, torej da se bo nek tvoj kapital, osebno premoženje širilo, potem se bo pa porabljalo, ali pač sam še niste nič tako prepričal, da bi zdaj že, oziroma mogoče so še otroci majhni pa to. A si ziher, da je to res z namenom tega, da se dovolj razširi najprej? Ali... Ne, jaz gledam bolj v bistvu, kaj bo imelo vpliv. Se pravi, bolj imam to zgodbo v bistvu, a ti naučiš nekoga loviti ribe ali mu sam daš ribo. Jaz verjamem, da če daš majhno donacijo, je sicer super, je to zgleda kot da daš ribo. Ampak še ne rešiš pol problema, ne nujno, ne v taki meri. Pač razmišljam, na kakšen način bi bilo lahko to učenje loviti ribe. In ta koncept v bistvu verjamem, da bo dosti lažji pa zanimiv, češ imel, ne vem, malo večjo finančno moč. To se mi plete v glavi. Strinjam s tabo, ampak moj nekak pristop je pa ta, da takrat ljudi učiš ribe, ko se tudi sam angažiraš v to. Se pravi, da ne daš samo financ, ampak da greš all in, če rečemo. To je pa to je pa rečemo še en naboj, ki me čaka. Temu še pridem, po mojem, ja. Če daš donacijo, pa jo pustiš, pa malo spremljaš oddaleč, po moje ni toliko učinkovito, kot če jo daš pol manj, pa se sam angažiraš za to. Ne, to definitivno ne. Saj zato pa v bistvu pravim, zato imaš pa v življenju par nabojev, ki jih moraš pač smiselno izkoristiti. Naboj, ta metek, naboj v tem smislu. Ja, okej. Še kakšen ga imam, ne. Ni mi potegnilo. Ne, še kakšen ga imam, pa po vsej verjetnosti bo šel v to smer, ne. Aha. Sam težko rečem v bistvu,
kaj ne. Zato, ker bolj, ker razmišljam, pač, ne vem, zlik zadnjič, ko sem šel v Narodni muzej, pa sem videl od Minerale, od Žiga Zoisa, ne. Pa sem se vprašal, kdo pa je zdaj pri nas, ne, Žiga Zois, ne. Kdo na nek način v bistvu organizira pa sadi semena za prihodne stvari, ne vem, ne. Tukaj mislim, da je praznina. Ne. Praznina je mogoče v velikanskih, ne, drugače pa vidim zelo velik drobnih semen. No sej, jaz jih ne vidim, ker pač nisem temu toliko izpostavljen, ampak tako pač lahko pa priznam, da razmišljam o tem. No. Daj mi ti povej, kaj je zate sploh velik denarja? Vem, da je butasto vprašanje, ampak če enkrat sem pri sebi opazil tako, ne, da ko sem bil star 5 let, sem razmišljal tako v sedanjem 1 evro, ne, ali pa ko sem bil star 10 let. Ne. Pol, ne vem, konc osnovne šole mi je bilo tako 10 evrov, ne, pol v srednji recimo 100 evrov. Ne. Vem, da ko sem hišo gledal, ne, mi 1000 evrov ni bilo nič več, ne, se pravi, ko sem si kupoval nepremičnino za bivanje. Ne. Se pravi, takrat sem bil na ravni 10, 100, 1000 evrov, ki jih znam upravljati. Ne. Zdaj ti si, to še nismo niti omenila, ti si kaj, CEO od projekta Economy, ki je... Ja, direktor, ne, v bistvu, pač jaz sem Economy pristopil 2017, pač Tim pa Jani sta ga ustanovila z dobro idejo in takrat v bistvu pred dobrimi 4 leti sem pač se pridružil ekipi, tako da v bistvu zdaj spremljam to novo digitalno sfero. Kriptovalut. Ja. To je v bistvu, da pojasnimo, ne, to je platforma, kjer ti zaupaš drugim svoj denar, da trgujejo zate v kriptovalutah. V bistvu obrnjeno, ti jih posnemaš oziroma ti koristiš njihovo znanje. Ne. Se pravi, tukaj je spet ta v bistvu možnost delitve znanja. Ne. In nekdo, ki ima to znanje, ga lahko v bistvu pač pokaže drugim in zmonetizira to znanje. Ne. Če si predstavljamo, da bo nekoč vsaka stvar imela neko digitalno valuto v zadnji, se pravi, da bo digitalizirana na način, da boš lahko imel token oziroma te kovance, pol bo kakršnokoli znanje boš lahko unovčil, zato ker boš lahko rekel, no, znotraj te industrije, znam pa jaz poznam, pa vem točno, kaj moram narediti. Ne? In tukaj se pa pol pogovarja o tej diverzifikaciji, pa kaj točno. No in tam so vam uporabniki, koliko je zaenkrat denarja gor na tem Economiju? Zdaj na platformi je okrog 300 milijonov evrov. Pač to je številka, ki dnevno niha gor dol, ne. Tudi v bistvu odvisno od teh trendov, ki so na trgih. Ne. Je pa dejstvo to, da pač, kolikor je bilo pred parimi leti ta industrija videna kot res inoviteta in mogoče tudi ne najbolj v bistvu, da bo preživela, ne. Se danes kaže, da smo to točko prešli, podjetja že počasi načrtujejo vključitve teh novih storitev v svoje ponudbe, tako da, ne vem, če rečem, da Adidas, pa McDonald's, pa Nike, vsi razmišljajo, pa že delajo, da bodo digitalne valute vključili v svojo ponudbo. NFT je, na primer, ne, to je pač očitno jezik mladih, ki se ga moraš začeti naučiti ali pa ga vključiti, da boš imel ti svoj trg. No in, ok, 300 milijonov, tebe v tej številki recimo zatrese? Ali te ne, recimo? Ne, jaz sem že od mladih, ko sem bil v borznem posredništvu, bil izpostavljen mnogim številkam z mnogimi ničli in je to pač transakcija. Se pravi, sem zgubil neko relacijo. Ne. Se to tisto stvara, ne, da pač če dolgo časa se ukvarjaš z nečem, tisto pač nima nekega pomena. Ne. In tudi pri meni te številke so pač skomigneš z rameni. Ne. Tudi če nekdo reče, da ima XY, super, ne, sej nič mi to tako pač ne predstavlja. Bolj je vprašanje, kaj narediš ti, pa kako se obnašaš. Ne. A si še zmer v bistvu prijazen, a si še zmer spoštljiv, a si še zmer v bistvu down to earth. Zdaj, če greva skozi te faze, skozi katere sva šla prej, gledaš na uspešnost ali pa na sporočila ali pa outcome posamezne faze. Ne vem, kjera je bila finančno najbolj uspešna, kjera je bila najtežja, kjera je bila najbolj taka, da si se kaj naučil. Vem, da boš rekel, vse je bilo vse, ne? Ampak res me zanima tako barva, a veš, posamezne faze. Ja, najbolj naiven si zmeri pač na začetku. Ne? Takrat je tudi veliko pač rečemo nekih pričakovanj, ki ni nujno, da se izidejo. Ne? Ta del je pač iz vidika, da se učiš, pa dojamaš sploh, kako svet na nek način funkcionira, je ta prva faza pač najbolj plodovita v tem kontekstu. Ne?
Kar se tiče finančne, moram priznati, da pač ta zadnja faza je, ker je res globalna nova industrija prehoda, tukaj ustvarja res zelo velike v bistvu priložnosti. Pa ti jih uspe zgrabiti, to v kripto govorimo. Ja, zdaj pač neki ne, ampak se tukaj je ta stvar, pač težko je danes to govoriti, ker je lahko jutri povsem drugačen dan, ker se to hitro spreminja. In to je tista stvar, kar sem govoril. Pač lahko imaš danes milijon zaslužka, pa ga jutri nimaš, pač pride pa gre. Ampak bolj je po mojem tukaj to zavedanje, kam gre svet. Svet gre v ta digitalni koncept, postopoma se prelivajo stvari in mi smo danes priča, kako se cevi polagajo po prostoru, kjer bo nekoč zgrajeno digitalno mesto. Se pravi, če bi bili zdaj Rimljani, zdaj cevi polagamo. Koloseja še ni. Niti ne vemo, kako bo izgledal. Pa vemo, da je bil, ko je prišel Kolosej, da je bilo veliko ljudi, veliko zabave in podobno. Ampak tudi internet, ki je prišel, ko so bile prve spletne strani, mi nismo vedeli, kaj je Google, nismo vedeli, kaj bo Facebook in podobno. To je šele pol pride. In tudi v tej naši industriji pač se danes ve, da smo šele na začetku, kar se tega tiče. Cevi se polagajo in zdaj vodovodarji so zmer dobro zaslužili. Ja, zmer ga rabaš. Je tista osnova, infrastruktura se temu reče. Pol ena taka zanimiva izkušnja je bila sigurno tujina. Tujina mi je dala pač to percepcijo, v bistvu, kaj je bilo prej, ko si mislil, da je mogoče težko, pa sploh ni težko. Pa še v bistvu ta tujina je bila pomešana z finančno krizo. Se pravi, takrat zgubiš in na vrednosti premoženja in na vrednosti projekta, ki se ukvarjaš. Tako, pač vse takrat je bila največja zguba procentualno tvojega premoženja, če bi pač pogledal tam balkanski pok, 2008-2009. Tam je bilo sigurno v bistvu padec, in kako sem se jaz, rečemo, v narekovajih ne pobral, ampak v bistvu, kako sem se vrnil nazaj v igro, je bilo tako, da sem pa leta 2011 v bistvu stanovanje, ki sem imel, prodal, pa ga dal v delnice. Res? Ja. Zato, ker sem vedel, v bistvu, da je smiselno narediti tisto potezo. Si bil pripravljen tudi, se pravi, v družini varnost odreči? Ne, se ni, v bistvu tukaj se ni dotikal. To je bilo v bistvu, pač takrat smo se selili v eno drugo, pač smo se preselili v drugo stanovanje in sem imel pač to stanovanje kot drugo, se pravi, ni bilo. Se pravi, možnost je bila ohraniti nepremičnino kot investicijo ali pa delnice kot investicijo. Tako, In takrat sem pač kupil slovenske delnice in sem ok naredil. Se tukaj je ta stvar, če veš približno, zakaj kupuješ. In te delnice so ti dejansko kaj, pomnožile pol premoženje, če te prav razumem, sem kupil biti takrat, v igri ti pomeni pol? Ja, pač to sam pomeni v bistvu, ne vem, če si imel tistih 100,000 evrov, si jih 100,000 naredil 200,000, pa si iz 200,000 lahko zdaj šel v 3 investicije po 70, Rečemo, pač banalno. In tako pač pol začneš investirati. Pa sem pa hitro pol investiral tudi v te start-upe, pa vlagal noter 10, 20, 50 tisoč, pa je šlo, pa je šlo v cegrunt, pač pa gre. Kakšna je bila statistika, koliko jih je res uspel tako, da se ti je, ne vem, po 10 erel? Ja, ni še, v bistvu, še noben ga nisem tako, da bi rekel, zdaj sem pa unga pa prodal, pa realiziral. Par jih je pa že propadal, tako da to je statistika moja. Se pravi, nisi še nisem še delal nekih končnih prodaj, ali pa da bi rekel pod črto. Sem šel v en projekt, ki ga je prijatelj vodil, pa ga vota. Pa je bila bolj to, ne samo finančna priložnost, ampak bolj podpora njemu, pa se reče, zakaj pa ne. Tako da v bistvu ni se v sam donosu. A tam nisi imel občutka, da mu daješ ribo, si imel občutka, da se on ob tem učil? Ne, zato ker je v bistvu bilo bolj, pač si bil sam en košček dela te investicije, ki je on zbral. To je bilo bolj v smislu, ne vem, on je zbral rečemo 100 enot, ti si dal pa zraven še 5 enot. Tvoj delček je bil neprimerno, pač je bil simboličen, ampak je bil vseeno v bistvu signal, da pač lej. Pa ti to res strelaš te naboje kar tako, ali imaš kakšno vizijo nekega sveta, kot si ga ti želiš? Idilično si želiš svet, kjer je veliko spoštovanja, pa čim manj stresa, pa čim manj negativizma. Zdaj, kako plut proti temu, je najlažje tako, da si rečeš, da pač bodi vzor temu, da pač širiš to energijo naprej. Te naboji so
po mojem, v bistvu niso tako premišljeni, da bi, po mojem, se bolj tako v nezavednem delu glave pač to odvija, ne? Pa se postavlja na skupen imenovalec. Ta podcast je namenjen tistim, ki želijo še poglobiti svoje poslanstvo in še izboljšati, še izostriti tisto, kar lahko edinstvenega dajo v svetu. In meni se zdi, da je denar vedno pomemben dejavnik tega. Pač denar na nek način okrepi lahko tvoje poslanstvo, če ga imaš, lahko delaš stvari na večji ravni, ne. Pa me zdaj zanima malo tako, kako ti vidiš v teh osebnih financah ali pa v teh financah mikropodjetij, kjer ti imaš neko pobudo ali pa nekaj si želiš narediti, ne. Kaj so tiste glavne napake ali pa napačne predpostavke, ki jih ljudje imajo v upravljanju z denarjem? Na različnih koncih se to kaže, ne. Eno je, naprimer, prehiter greš ven iz zgodb, prehiter si zadovoljen, nekdo da noter pa zraste za 10%, pa reče, super, zdaj bom pa unovčil, namesto da bi pustil, ne. Temu se včasih reče, da pač tist konj, ki dobiva, pač ga pustiš, ne ga tako upokojite na nek način, ne. Druga stvar, ki se mi tako zdi pri osebnih financah, je tudi ta sam odnos do denarja, ne. Veliko je tukaj emocionalne vpletenosti, Mogoče včasih pol tudi to pride do tega, da ta prvič, ko se zaniha, je ta panika, občutek nelagodja in marsikdo ne zdrži tega stresa in reče, jaz se več tega ne grem, ne. Ta del je tudi zelo viden. In tukaj je pač tisto pravilo, ne. Če ti ne spiš po noč dober, pol si preveč tvegu. Če imaš tvoj horizont investiranja kratkoročen, pol ne se špilati z rizičnimi stvarmi, ker to, kaj bo jutri, ne moreš vedeti, ker lahko se jih obrne na tist način, da boš rekel, da se ti ni šlo. Čas, razvoj je zmeraj lahko na tvoji strani, kar pomeni v bistvu, če zadaneš ta glaven makrotrend, karkoli boš prijel, bo rastel. Tako da je bolj pomemben, da razmišljaš v tej smeri, da si tudi aktiven v stvarih, kjer rastejo. Zdaj, če bi tako banalno rekel, ko je prišla mobilna telefonija ali pa fiksna telefonija, to sta bila dva segmenta, en je rastel, en je pa padel. In zdaj, če si zaposlen v padajočem, karkoli boš naredil, pač tam bo v osnovi bo padal. In vice versa, se pravi, če si bil v mobilnem segmentu, karkoli bo si naredil, bodo itak super številke. In to je v življenju zelo pomembno. In tudi pri financah. Da greš v zgodbe, ki rastejo. Ja, da nekako vidiš, kaj je tisto, kar je pač makrotrend. Se pravi, kaj je tisti velik trend, ki gre. In zdaj, naprimer, če gledamo danes, v bistvu, velik trend so siguren. Zdravje, se pravi, zdrava prehrana, tudi odnosi. Ta kriza, ki smo jo bili zdaj priča 2 leti, pa je pustila veliko v bistvu ranjenosti, ki se bo morala celiti na nek način, ali bodi si pogovorov in podobno. Tako da tukaj je siguren stvar, ki bo še pridobila na ceni. Pol pa vsa ta digitalizacija in pol na sklopu pač tudi ta zelena okolja. Tako da vse te teme si je zelo enostavno predstavljati, da danes so v točki A, čez 5 let bodo v točki B in ta točka B bo bistveno večja. Zakaj? Ker pač, it makes sense. Se pravi, ne rabiš veliko filozofirati. In zdaj, če vzameš neko tako razdobje, pa sam kupaš, rečemo, neke projekte, podjetja, ki to predstavljajo in si naredil svoje. Pozabljamo mi, da ko plima pride, dvigne vse barke, tudi tiste malo slabše. Je pa res, da v bistvu se želiš pa izogniti vseke, se pravi, takrat, ko pa pade, takrat tudi dobre stvari padejo. In ko pride kriza, tudi če imaš najboljše stvari, tudi najbolj varne, lahko tudi padejo. Takrat, ko je bila finančna kriza pred 2007, 2008, 2009, so tudi zelo dobre stvari, ki so bile skoraj kot bulletproof, so padle. Zato, ker je bila potreba po likvidnosti takšna, da so ljudje zapostavili atribute nerizičnosti in so pač rabili denar, ker so se sam tako počutili varne. Te koncepte, če upelaš, pa si na dobri poti, da znaš ta slalom osebnih financ malo boljš speljati. Če pa tega ne znamo, vprašajmo za nasvet. Saj jaz mislim, da je veliko ljudi zna govoriti. Je pa res, da v bistvu moš pa tudi tukaj biti malo pazljiv. Pa zelo malo je objektivno. Ja, vsak ti kakšno svojo bučo želi prodati. Ja. Pa se mi zdi tudi strah pred čemorkoli temu. Poznam ogromno ljudi, ki se z denarjem sploh ne želijo ukvarjati. Se pravi, njihov mindset je, imam to, kar zaslužim,
nekaj gre sprot, nekaj ostane na banki ali pa gre v neko. Ja, ampak to je cel koncept življenja. Ne? Se pravi, imaš ogromno ljudi, ki noče se športom ukvarjati, imaš ogromno ljudi, ki noče na odnosih nič narediti. Ne? In pa ptičijo tam, kjer so in pač tisto poznajo. Ne? Ta je luštno. Jaz mislim, da bi rekel, bodite malo bolj raziskovalci. Stopite ven iz dobe, iz cone obdobja in ker takrat rastaš, ne? Takrat spoznavaš, takrat vidiš te limite, ki jih imaš, ki jih prej sploh nisi vedel, da so. In to je pač tisti začetek pogovora. Moraš iti drugam, da vidiš, kako je. Ne? Moraš potovati po svetu, da veš, kako je Slovenija ok. In podobno. In moraš zamenjati okolje, da ti razkrije tvoje slepe pege. Ja. Hvala, Matej. Pogovor s teboj je bil drugačen podcast, kot so običajno, ampak mislim, da zelo, zelo močen, ravno zato, ker sem malo zamenil okolje. Hvala.